Apple je od leta 2015 do 2017 v Evropski uniji plačal 0,7% davkov prometa, ki ga je tukaj ustvaril. Jeff Bezos, eden od največjih dobičkarjev COVID krize, njegovi prihodki njegovega podjetja so se za 100% skoraj povečali v zadnjih mesecih, je plačal, riši piši, 1,2% davkov od svojih zaslužkov. In zdaj mi predlagamo neko rešitev in Ministrstvo za finance nam prinese copy-paste prejšnje sestave Ministrstva za finance, samo s pobrisanim ni pričakovati. Toliko se je potrudilo to Ministrstvo za finance in toliko resno je treba vzeti vse neumnosti, ki jih je prej sekretarka povedala. Da vas ni sram. Pol naprej, ko pravite, in to sprenevedanje smo slišali večkrat, da se bo stvar rešila na evropski ravni. Na evropski ravni se rešuje že 5 let, gospe in gospodje. 5 let se rešuje na evropski ravni. In kakšen je rezultat? Nasprotujejo 4 države. Danska, Švedska, Finska in pa Irska. Zdaj zakaj nasprotujejo? In zakaj nasprotovanja ne bodo umaknile? Danska, Švedska in Finska so na vseh frontah proti fiskalni uniji. Se pravi, one nočijo, da bi Evropska unija začela sama pobirati davke in zato bo to nasprotovanje čez 1 leto ali pa čez 3 ali pa čez 5 popolnoma enako, ker je to proti njihovem načelnemu stališču. Oni nočijo, da bi Evropska unija pobirala davke. Na drugi strani imamo Irsko, ki zakaj noče tega spremeniti. Saj je Jožef Horvat povedal, zaradi tega, ker je njihov poslovni model, da z ugodnimi davčnimi ureditvami, ki omogoča firmam, da prenašajo dobičke iz Irske potem še naprej v kakšno davčno oazo, tja privabljajo Microsoft, pa Apple, pa Amazon in tako dalje. In oni se tudi ne bodo premislili, ker bi jim to podrlo cel razvojni model njihove ekonomije. Skratka, na evropski ravni pozabite na tako ureditev, ker je ne bo. Ker je v nasprotju z ali načelnimi stališči ali pa razvojnimi modeli in eksistenčnimi vprašanji določenih držav. Ne bo. Pa pravite, pa pejmo na globalno raven. Ja, seveda, pejmo na globalno raven. 137 držav mislite, da se bo med sabo dogovorilo, da bomo to sprejeli. Pa ZDA je vmes, ki od začetka nasprotuje kakršnemu koli obdavčevanju teh gigantov, zaradi tega, ker jih razume kot svoje firme. Razumljivo. Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Verizon, vse to so ameriške firme. In seveda Američani nočejo, da bi se jih obdavčevali drugje po svetu. Nočejo. Tako da ne globalnega in ne evropskega dogovora ne bo. In to nismo dojeli samo mi, to je stališče, poglejte, sledečih držav. Španija, Francija, Italija, Avstrija, Madžarska, Poljska, Velika Britanija in Turčija, vse države, ki so na tem zemljevidu rdeče, so tak davek, kot ga mi predlagamo, že uvedle. Vse te države.